Kaj pravzaprav pomeni za mariborsko občino, da ima recimo v tem šolskem letu skoraj 300 odličnjakov? Ja, to je dokaz, da v Mariboru prvič v osnovnih šolah dobro delajo in drugič, da imamo nadarjene otroke, ki se zavedajo, kako pomembno je znanje, ne samo za družbo, ampak tudi za njih same, za njihov razvoj. Zakaj se občina odloča za takšna srečanja? Mislim, da je to poudarjanje uspeha in tega nam manjka v tem trenutku. Prav je, da so ljudje ponosni na svoje uspehe, prav je, da so pripadni šolam, ki jih obiskujejo in prav je, da povemo, da smo ponosni na tiste, ki dosegajo take rezultate kot odličnjaki. Bi se tudi vi njim pridružili, če bi recimo bili osnovnošolec? Ja, vsekakor bi se poskušal pridružiti in mislim, da bi to moral biti cilj vsakega, da pač poskuša po svojih močeh narediti največ za svojo izobrazbo in za svoj razvoj. Ampak kakšen ste bili kot osnovnošolec? Poprečen. Na vaši šoli je bilo že lansko leto največ odličnjakov in letos jih je zopet. Kaj pravzaprav počnejo vaši učitelji, da vam uspeva, da imate toliko odličnih učencev? Ja, mislim, da pač nam vlivajo pogum, da se učimo, da imamo neko, kako bi rekla, neko večje veselje do učenja in pač nam tako uspeva. Kakšen pa je občutek biti med skoraj samimi odličnjaki? Se vas je več kot pol razreda, ne? Ja, občutek je res lep, pač smo ponosni na to, da smo takšni. Si med seboj tudi kaj pomagate ali ste bolj konkurenca? Ne, nismo si konkurenca, tako ko je treba komu pomagati, stopimo. Kako boste proslavili ta svoj odličen uspeh? To še pa ne vemo, verjetno ga bomo pa res proslavili, samo ki skupaj dobili in tako dalje. Kje boš ti nadaljevala šolanje? Na drugi gimnaziji Maribor. Zakaj? Zaradi tega, ker pač želim si še pridobiti 4 leta, ker še natančno ne vem, kaj bom potem nadalje počela. Vaša šola je znana po tem, da imate veliko odličnih učencev in da veliko sodelujete v različnih aktivnostih tudi izven šole. Kaj si ti vse počel v teh 9 letih? V teh 9 letih sem sodeloval v šolski hranilnici, potem ukvarjal sem se s tujimi jeziki, francoščina, nemščina, potem zunaj šole pa sem treniral plavanje in triatlon. Je bilo težko ob vsem tem obdržati odličen uspeh? Ne, jaz mislim, da ne. Mislim tudi zaradi našega učiteljskega zbora, pravzaprav sploh ni bilo problemov na tem področju. Kaj ti je recimo bilo najtežje? Najtežje se mi zdi nekje matematika. Pravzaprav učitelj je bil precej zahteven, ampak se mi zdi znanja, sem pa zelo veliko odnesel od tega. Pravijo, da odlični učenci nič kaj radi ne pomagate tistim, ki slabše znajo. Kako je bilo to na vaši šoli? Ja, mislim, da vseeno nekateri pomagamo, se trudimo po svojih močeh. Upam pač, da ni preveč teh nadutih učencev, ki se recimo ne bi na tak način potrudili. In kakšen je občutek, ko recimo nekdo, komu pomagaš, dobi dobro ocen? Ja, občutek je zelo dober, no. Definitivno, ker potem si srečni in ti in ta pravzaprav, ki dobi oceno, ne. Kje boš nadaljeval šolanje? Šolanje bom nadaljeval na drugi gimnaziji Maribor. Zakaj? Se mi zdi, tam je najbolj program meni prijazen, pa šola ima tradicijo in tak. In kje se vidiš recimo v prihodnosti? V prihodnosti rad bi postal pravnik. Biti odličnjak pravzaprav ni tako preprosto. Kako je tebi uspelo? Ne vem, trudila sem se iz leta v leto, pripravila sem se doma, ni mi bilo težko. Kaj ti je povzročalo največ recimo preglavic? Pa v bistvu mi nič ni povzročalo nekih velikih preglavic, ker sem se pravočasno pripravila, tako da. Včasih je veljalo, da so dobri učenci pomagali slabšim. Je tudi pri vas to še praksa? Tudi je tako, ja. Smo kdaj pomagali nekomu, ki mu je šlo slabše, smo se z njim učili in mu s tem pač pomagali do boljših ocen. Kako boš svoj odlični uspeh vnovčila oziroma kam boš šla po tej šoli? Vpisala sem se na drugo gimnazijo v evropski razred, potem za dalje pa še ne vem. Prvo moram tisto dobro opraviti. Ne vem, če je danes to več fantov ali deklet, ampak vendarle se mi zdi, da je med odličnjaki kar nekaj fantov. Ja, so nas je kar dosti. Tak neki 1/3 nas je fantov. Na vaši šoli je katerih več? Punc. Kako je tebi uspelo kot fantu recimo? Ja, tako da sem se učil pa poslušal pri pouku, ne. Si se moral doma veliko učiti? Ne, se osnovna šola čist easy.
Si poleg tega, da si delal za šolski program, sodeloval tudi v kakšnih drugih aktivnostih, krožkih ali kaj podobnega? Ja, sodeloval sem v video krožku, za kviz Maribor na RTS sem sodeloval, potem za Proteus priznanje, tekmovanje z logike, s kenguruja pa še mnogo stvari. Ti ta znanja kaj pomagajo pri upisu naprej? Ja, ker to vse prinaša pač točke, ne? Če ne za prvi krog, pa vse za drugi. In kam se boš vpisal? Na drugo gimnazijo. Zakaj? Zato, ker je najboljša. Kje se vidiš v bodočnosti? Na medicinski fakulteti.